Družba, lepo zdrav. Nekaj vam moram priznati. Ne zgodi se velikrat, če sploh kdaj, da pri snovanju ustvarjalnih idej, pri njihovem planiranju kdaj presežem svoje plane. Ponovadi se zgodi lih obratno, zadeve spodletijo že v štartu oziroma se jih večina ali pa veliko nikoli ne uresniči. Ampak ta YouTube kanal je pa svetla izjema. Tukaj sem si po začetku leta rekel, v najboljšem primeru boš naredil 10 videoposnetkov letos z drobnim pripisom, če bo vse po sreč, pa če te začetna volja že pri prvi ali pa po prvi objavi ne mine. Zgodilo se je pa obratno. Motivacije imam zdaj še večkrat v štartu, tempo nekako ohranjam in upam, da tako tudi ostane in pred vami je v bistvu 20. videoposnetek. V glavnem, veselje za tole početje ne šibi, ampak se kvečjem krepi, počasi se učim in začenjam spoznavati, zakaj sploh gre. Predvsem pa prosim, ne mi zameriti tehničnih pomanjkljivosti, video, slika in tako naprej. Vse se bo še izboljšalo. In najpomembneje, zavedam se, res se globoko zavedam, da bo treba posneti vsaj še 50, če ne 100 videoposnetkov, preden se res najdem v temle, preden najdem pravo mero avtentičnosti, pa dokler se ne skristalizira tista ta prava rdeča nit tega kanala. Pač gre za proces, kjer ni bližnjic, še posebej, če je namen iskreno in na ta prav način se izraziti. Če pa naredim en kratek povzetek, ja, smo že v mrščem razpravljali na tem kanalu. V štartu, v prvem videu sem razložil, zakaj sploh ta kanal. Nekako sem hotel predstaviti prav uržah nastanka tega kanala. Kar nekaj govora je bilo seveda o teku in kaj mi tek predstavlja. Pa razpravljali smo o citatih in jih kracali na steno. Par napotkov sem dal na kup glede pisanja knjige in pa v štosu razložil, koliko zasluži YouTuber z nekaj 10 naročniki. Videli ste lahko, kako izgleda eliptično kolo, pa predstavil sem program, v katerem oblikujem več ali manj vso grafiko za svoje objave, pa en podcast, en intervju je bil na meniju, ki sva ga z Grego Engelmanom skupaj spravila, predvsem zato, da sva oba videla, kako izgleda nastank takšnega izdelka, kako se zadeva stensta sploh. Pa spoznali smo krasen svet papig, se metal z aviona, gorsko kolesarili, pošiljali pozdrave z morja, šli v hribe, skratka ni da ni. In vse ok, super, ene stvari ne bi spremenil, naj bo tako kot je. Je pa res in živa resnica je ta, da davek nastanka tega kanala plačujem. To je pa, da nimam časa za pisanje knjige, zato sem pisanje in izdajo na naslednje knjige prestavil na naslednje leto. Imam pa že nekaj teksta, pa tudi deloven naslov, ki ga bom ta moment izdal, pa res upamo, da zadeva ugleda luč svetlobe naslednje leto. Zdaj pa glavno sporočilo tega videa, glaven namen. Prosim, povejte, napišite v komentar, pišite mi direkt na e-mail davidkoprivsek@gmail.com, kaj od objavljenega vam je bilo všeč, kaj v posameznem posnetku vam je bilo všeč, kako se vam zdi montaža, kakšne se vam zdijo teme, moj način izražanja. Skratka, dotaknite se česarkoli, pohvalite, pograjite, ker rabim vaš feedback. Lih en toliko kot riba rab vodo, da v njej lahko prosto plava. Ker mi je zelo pomemben, v kakšni smeri se ta kanal razvija oziroma da se razvija v pravi smeri, ker konec koncev to počnem za vaše razvedrilo in pa seveda za lasten užitek, ki bo še toliko večji, če bom vedel, da z objavami ne brcam v temo. Pa valjda snemam ga tudi zato, da bosta moja dva pubeca enkrat v prihodnosti videla, koliko brisenega fotra imata oziroma sta ga imela.
Prijavite se na kanal, hvala za ogled, za vašo pozornost, pomoč, kooperacijo in se vidimo v naslednjem videu.